super. Danes bom jaz mesarka. In veste, kaj so mi obljubili? Če bom sama naredila hrenovke, jih lahko tudi na koncu domov vzamem. Pa sama mi sploh ni verjel, da se bom tega res lotila. Živijo. Čau. Živijo, Daša. Živijo. Vidim, da ti hala lepo pristoji. Ja. Si pripravljena? Sem. Malo me je strah sicer, ampak... Se ti bom jaz pomagal. Boš ne? Brez panike. No, super. Wow, kakšna lepa narava. Ma naj Daša kar sama dela tiste hrenovke. Jaz sem raj sprehodil po tej naši lepi Sloveniji. Prav lepo je tle. Ona sploh ne razume, kako lepo je vse tukaj, pa piknik sem pripravil, pa vreme ni v redu. Bom jaz kar sam se sprehodil, ona naj pa dela. Vse tako je prav. Daša, pridi, bo pripravila meso za hrenovke. Kaj pa imamo tole? To je faširka, volk, to drugače reče, tukaj se zmelje meso. Kje pa imaš meso? To je to. Sem se pa kar nahodil, sem šel na en izlet, kaj je šla moja punca delat hrenovke. Hrenovke? Ja, in jaz sem šel pa na izlet. Ja, pri nas pa delamo pa zgornje savinjske želodce. A res? To je pa dosti boljša specialiteta, kot so pa hrenovke. Bolj ste tudi vi v tem poslu, skoraj tako pa rečemo. Ja, ampak me je pelal malo pokazati to, kar vi delate, da sem lahko punci bolj pohvalil, kaj pa sem jaz videl, ne? Bom jaz vas kaj odpiral na naši kmetiji, bom to vse pokazal. A res? Ja. Ja, super. Tukaj sva dala meso, konjsko maščobo, dodala si začimbe, sol, pa led in Zakaj je v bistvu led potreben? potreben je zato, da hladimo maso. Ta mašina kuter, linc se mu to drugače reče, ima 4 brzine, noži se vrtijo do 4000 obratov minuti. To, kar sva delala, ja, skleda se vrti v Koliko časa se to vrti? To se približno vrti 10 do 15 minut. In kam gre to? Ko pa to mesto čisto končano, gre naprej v umivko. Jaz sem pa tukaj. Jaz sem pa tukaj, idemo pa delati zgornje savinjske želodce. To je masa za polnjenje želodca. To sem meso. To je samo meso in slanina. Ta masa je pač pride kar sama, tukaj je pač treba prej prašiča zrediti, ga zaklati, razkosati, dobro ohladiti in potem tudi meso izmneti in fajn zmešati. In potem je ta masa taka, ki je za polnjenje. Ja, ampak kar višine, verjetno so neke začimbe. Ja, tu so same naravne začimbe, to je česen, poper pa sol. Sem 3. Sam 3. Sigurno ni še kakšna skrivnostna? Ja, skrivnost je pa ni, to je pač, to so začimbe, ki se delajo v naše želodce. Imamo pa to dva napola. Ja. Aha, tole vse bomo naredila. To vse naredila. In koliko želodcev se naredi s toliko mase? To bomo naredila približno 3-4 želodce. Včasih smo pa to delali na mudlje, ko mi rečemo, na roke in smo pa to na roke tišali, nismo to imeli neka pripomočka, da bi to bilo pač lažje za narediti. To mašino bo treba malo pomagati. A jaz? Ja, bi kar da biš kle malo vrtel. Ja. Da bom polnil. Pa bom znal to, da jaz? Ja, boš že, kar vrtel boš, pa bo pa to se počasno to, kot ti ves rekel, bomo pa to kar začela. Aha, pa
Pa tole se pravi, jaz sam ne more delati? Ja, na to mašino ne. Na tole ne? Ja, da bi pa kar zavrtim malo. Kar zavrtim malo? Ja, tako. Kdo vam pa ponovadi pomaga? Ja, to pomaga navadna sin. Moram hitro vrteti? Kar hitro. Kar hitro zavrtim. Polnimo jih pa to v mehurje. To so mehurje. Aha, zdaj so pa nekaj začelo. Se pa začelo, ja. Zdaj moram pa... Kar počas. Kar? Ja, kar. Pa lahko tale mehur poč? Nov poč, nov. Ne bo? Ne. Se pa ni tako lahko vrteti videti? Ja, tako je to. Se pravi, vi že dolgo delate te želodce, kako obvladate? Ja, jaz te želodce že delam 30-35 let. Aha. Ja, kar zavrti. Pa se spomnite, kakšen je bil vaš prvi, kaj ste ga naredili? Ja, prvi želodci, mislim, da se je tudi naše znanje kar precej poboljšalo, ker imamo tukaj v Savinjski dolini društvo vzgojnih savinjskih želodcev, mi rečemo, in imamo več predavanj in seveda želodci se zmerno izboljšujejo. Za mesarja se lahko izšolamo na srednji živilski šoli v Ljubljani in pa v Mariboru. Po končani šoli se lahko zaposli, lahko pa nadaljuje v programu živilsko-prehranski tehnik, poklicno tehniško izobraževanje, kjer traja izobraževanje 2 leti in ima možnost, da ko zaključi s poklicno maturo, dobi seveda naziv živilsko-prehranski tehnik in ima možnost, da nadaljuje šolanje tudi na višjih in visokih strokovnih šolah. Parila, nesno testo. Gospodžica. Ovo sem premičkena. Yes! Še ena. Ne ratava. Čakaj, bom še enkrat probala. Ne počit, ker to vam so ne boš. Daj. Ne, zdaj pa nočem. Tako, okej. Šubidubidu, vava. En prijatelj sploh ne bodo verjeli, da sem jaz sama te hrenovke naredila. To je to. Tole je kašča. To je kašča, ki je stara 125 let. Ja, si se vidi, je zelo stara. Ja. Kaj, in že 125 let tle sušite? Ja, verjetno meso se je sušilo 125 let v tej kašči, seveda. Tukaj sušite? Tukaj sušimo, ja. Tu jih najprej želodce damo v pizzo, mi rečemo. Aha. Ja, in pol pizzo vzimemo stran, pa jih pa tudi sušimo na teh deskah. Aha. A zdaj bova tole podrla? Zdaj bomo tole podrla in bomo delali te želodce še v pizzo. Okej. Kam pa damo tle? Aha, se pravi, v tej kašči se sušijo prvo tukaj pod temi deskami. Tu pod temi deski se pač to se želodci zvižejo, da se zvižejo želodci, da se ne deli. Aha, kje jih pa potem posušite? Sušimo jih pa tu isto tu. Tu tukaj, samo da ni gor tega... Da ni desk, tu jih obračamo, vsakih par dni jih obračamo, pa po potrebi jih tudi ustržamo. Ja. Dobro, zdaj meni zgleda, da smo kar v redu naredila, ne? Zdaj smo kar v redu naredila, dajmo delati v deskah. Aha. Pa, kar tako mojstrsko zgleda, moram vprašati, vi ste potem takem mesar? Ja, seveda. Aha. In kaj more človek znati, da je dober mesar? Ja, človek mora, če je dober mesar, mora biti kar precej znati. Ja, če hočeš ti tudi tehnologiji, imaš obvladati, če ne ti to ne rata. Aha. Ja. Pa je kaj takih mladih, tako kot sem jaz, v takem delu delajo? Ja, delajo mladi, vsi se navdušujejo za te poklic. A veste, ker to je pač poklic, kjer je v njem prihodnost. Zdaj bo dala pa hrenovke. Prav, zelo Martina Komora, da boš pomagala. Treba 5 tipov teh do konca, ker dosežem več tje.
Tako tole izgleda. Tukaj bojo približno urco pa pol, potem grejo pa naprej na kuhanje.